Jaz bi vas v imenu Eko kroga vse skupaj lepo pozdravil, kot vidite smo sklicali tiskovno konferenco, ki bi jo bolj pijalo potem Boštjan. Jaz bi samo mogoče en kratek uvod, in sicer, kot veste, glede pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za Lafarge cement in za sežiganje odpadkov, je bila ena od ključnih zadev, na katerih so se zelo lomila kopja, da ali gre za obstoječo napravo, ali gre za novo napravo. No, mi smo seveda ves čas trdili, da je naprava nova, da je tukaj enih tehnoloških sprememb nastalo v Lafargeu, tukaj enih novih gradenj, v bistvu tudi predvsem to, da se do tistega datuma, ko je bilo potrebno, da se naprava šteje kot obstoječa v Lafarge cementu, absolutno ni sežigalo odpadkov in da je potem zato, ker je bil začet postopek napačen, tudi cel postopek speljan v prid Lafargea. No in ker smo te naše trditve zapisovali tudi vse naše pritožbe, ki sem jih večkrat kot stranka v postopku tudi na ustnih obravnavah, pisno, na vseh pritožbah, in tudi zdaj v tej tožbi na upravnem sodišču je to zelo dobro obdelano. Podajali na to zadevo praktično nikoli nismo dobili konkretnega odgovora, oziroma so bili odgovori zavajajoči in po našem mnenju napačni. Zato smo v bistvu mi smo iskali to pravno razlago tudi na Evropski komisiji teh naših trditev in smo v tej Evropski komisiji poslali tudi nekaj vprašanj okrog tega, v upanju, da si mi pravilno predstavljamo, kaj je to stara obstoječa naprava in kaj je to nova naprava. In v zvezi s tem smo zdaj dobili odgovore in vso zadevo bi pa potem zdaj vam pa mogoče predstavil Boštjan. Jaz vam rekel, jaz samo upam, da bo potem, ko bo to šlo v medije, ljudem še to bolj jasno, kaj se dogaja v vrhu države, kam seže kapital, kaj je zmožen narediti in kakšna krivica in kako je tukaj žrtvovano Zasavje. Tako da zdaj bi pa Boštjan nekaj prosil, da mogoče te predstavite odgovore od Evropske komisije. Ja, dobro, še v mojem imenu. Glede, mi smo se odločili, da smo močjo, bom rekel, korespondence za Evropsko komisijo nekako dorečimo eno vprašanje, ki je ključno pri izdaji okoljevarstvenega dovoljenja Lafarge cementu. In to je sicer, kako sploh opredeliti oziroma definirati to napravo. To je bistvenega pomena zaradi tega, ker se potem cel postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja vodi povsem drugače, ali je to obstoječa naprava, ali pa gre za neko novo napravo, v bistvu, ne. In če gre namreč za novo napravo, potem je vse v kup, bom rekel, postopku teče drugače, oziroma je postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja veliko previdnejši, podrobnejši, prijaznejši do okolja, če smem tako reči, do ljudi, ki tukaj živijo, ne vem, seznanjeno za zahtevo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za neko novo napravo, je seznanjena širša javnost, so javne obravnave, je presoja vpliv na okolje mora biti narejena in tako dalje. Vse to pri obstoječih napravah odpade. Ne? In ker smo pa mi že tekom postopka dobili pravno razlago od Ministrstva za okolje in prostor, da gre tukaj za novo napravo in ne staro in da je treba v tem smislu tudi voditi celoten postopek. To smo dobili kot odgovor na pritožbo, pač Ministrstvo za okolje in prostor je drugostopenjski organ, ko je ARSO odločbo izdal, se pravi okoljevarstveno dovoljenje, smo se, mislim, Uroš Macelo-Kostranski udeleženec postopku se je pritožil in MOP nam je dal nazaj pravno mnenje, ja, da res, da tukaj gre za novo napravo in bi se postopek moral drugače voditi. Mi tukaj to mnenje MOP-a imamo, ampak potem je MOP brez kakršnekoli, bom rekel, posebne obrazložitve svoje mnenje spremenil, ne gre za novo napravo, gre za staro napravo in izdal okoljevarstveno dovoljenje Lafarge cementu in mi se moramo s tem nekako sprijazniti v tem smislu, ne, za Savčani, ki tukaj živimo. Tako bom rekel,
ko smo videli, mislim, zakaj tukaj gre, ne? Mislim, rekel, do takih preobratov je v postopku, ali pa tudi, ne vem, zadnji taki preobrat je bil pri Pahorju, ko je bil tukaj v Zasavju, pa smo se sedli na cesto in mu preprečili pač prehod naprej in je obljubil, naprimer, da se bo z nami sestal, izključno samo z nami, se bomo v 2 urah pogovorili o tem problemu in se potem razšli. Je v 1 uri on svojo željo, svoj namen spremenil, seveda pod vplivom verjetno nekih določenih telefonskih klicev in je rekel, da se z nami ne bo sestal, edino bo pod tem pogojem, da bo zraven še Lafarge in da bojo tudi vse 3 občine in tako dalje. Skratka, to so ti preobrati, ki se naenkrat zgodijo iz nekega normalnega konteksta, pademo čist nek drug kontekst. No in ko smo videli, da tukaj pri naši državi ne moramo priti do konca, smo se obrnili na Evropsko komisijo, to je bilo v začetku septembra. In sicer z vprašanjem, v bistvu naslovili smo dopis kot nejasnosti v zvezi z direktivo o sežiganju odpadkov. Da nam pač ena stvar ni jasna in smo to v bistvu zavili v celofan, da nam niso jasne emisije dušikovih oksidov, ker v primeru obstoječe naprave so takšne mejne vrednosti, v primeru nove naprave pa drugačne. In nas je zanimalo, kako je v primeru, pa smo podali neke 4 primere. Če cementarna, na primer, obratuje do tega pa tega datuma tako in tako, potem pa da vlogo za okoljevarstveno dovoljenje, kaj za njo velja? Je to nova naprava ali je to stara? Pa smo dali neke 4 primere tukaj, ki vam jih ne bi zdaj podobno razlagal, ker boste te dopise dobili. Na primer, tukaj bo, ali pa ti na tiče razdeliš. Zdaj, teh izvodov je 5, ne vem, jaz bi zdaj nekako to med vas razdelil, en je že kolega dobil, ostali pa mislim se ravno dovoljno. Smo poslali dopis, kako v določenih 4 različnih situacijah definirati napravo. In oziroma 2 izmed teh situacij sta takšne, ki razlagata stanje v Lafarge cementu. Se pravi, ključen je tukaj datum, ključen je datum 28. december 2004, če je do takrat, na primer, Lafarge cement delal samo cement ob nekem klasičnem gorivu, ne? In da se bo kot obstoječa naprava naprej obravnaval, mora tudi naprej delati samo ob tem istem gorivu klasični cement. Če pa je že pred tem datumu sežigal odpadke, ne? Pa lahko tudi naprej sežiga odpadke, ne? Je to obstoječa naprava. Če pa do 28.12.2004 odpadkov ni sežigal, pa jih hoče zdaj po novem pa sežigati, kar je pa Lafarge cement ravno to naredil, da po novem jih hoče in zdaj tudi sežiga, se bo to šteje kot nova naprava. Ne? No in mi smo tukaj dobili potem, bom rekel, za čuda zelo, mislim ne za čuda, ampak zgleda, da tako v Evropski komisiji zadeve funkcionirajo povsem drugače kot pri nas, v roku dobrega meseca dni, s tem, da je treba vse stvari prevajati, mi smo slovenski izvod gor poslali v Bruselj, so ga prevedli, so odgovorili, spet v slovenščino prevedli in dobili smo nazaj, datirano s 13. oktobrom, dopis Evropske komisije, ki pravi, zdaj pojasnjujejo nam seveda, gledajte, mnenje Evropske komisije ni zavezujoče za nobenega. Ni zavezujoče. To je nam jasno, zavezujoča je sodba sodišča v Strasbourgu, ne? Ali pa njihova neka pravna razlaga je potem zavezujoča. Tako da mi zdaj, ne vem, ali bomo se na njih tudi obrnili, ali moramo počakati, da se tukaj sodni postopki končajo v Sloveniji in potem lahko imamo prost dostop do Strasbourga in potem tam zadeve obravnavamo, ker prej pač ne gre, ne? Treba je vsa pravna sredstva tukaj v matični državi izkoristiti, potem pa iti v Bruselj, ne? Tako da so nam povedali vnaprej, da to ni zavezujoče, ampak da mnenje Evropske komisije pa je takšno. In sicer, da v primeru, kot je Lafarge cement, ki do 28.12.2004 ni sežigal odpadkov, ne, se njegova vloga, njegova zahteva za izdajo okoljevarstveno dovoljenje, se obravnava kot vloga v bistvu nove naprave. Ne. Pa, to je samo en faktor, je to, da ni sežigal odpadke. Drugi faktor je ta, da je dal v vlogo, ne vem, za večje kapacitete. Ne. To mislim, da imamo tukaj tudi opisano, samo malo. Ja, do takrat je imel zmogljivost 1250 ton na dan, v vlogi je dal na 1400. Ne? To je dovolj velika razlika, da se že lahko šteje kot nova naprava. To je tudi Ministrstvo za okolje in prostor za svoji pravni razlagi, ki jo je na začetku imelo do Lafarge cementa, ne, in ki je bila ugodna za nas in za Zasavje, je tudi povedalo, da že na tej točki, da hočejo povečati kapaciteto, da v bistvu gre za novo napravo.
Druga točka je ta, da seveda nameravajo od zdaj naprej sežigati odpadke. Do zdaj so uporabljali klasična goriva, zdaj hoče sežigati odpadke, se pravi drugi razlog, da gre za novo napravo. In tretji razlog, da gre za novo napravo, je bil ta, da so dali nekih dodatnih dejavnosti, nekih 27 dodatnih dejavnosti so prijavili, oziroma konkretno so napisali v prijavi, poleg osnovne rotacijske peči v sklop celotne IPPC naprave, uvrščenih še 21 tehnološko povezanih naprav oziroma dejavnosti, v vlogi, ki so dali pa je 27 teh naprav, se pravi je toliko teh tehnološko povezanih naprav zraven dodanih, da se avtomatsko naprava mora šteti kot novo napravo. Skratka, in bom rekel, ministrstvo je tukaj povozilo svoje prvo mnenje in s tem v bistvu, tako kot sem povedal, izdalo okoljevarstveno dovoljenje mimo javnosti. Večina javnosti je razen stranski udeleženec za postopku, kot je bil Uroš Macerl, ker mu pač tisti 500-metrski pas vplivnega območja, ki je bil pač tako določen, mu pade tudi na en del njegovega gozda, se pravi neke nepremičnine, je bil kot stranski udeleženec v postopku in je edini lahko kakorkoli vplival. Če bi bila pa to nova naprava, pa imam tukaj ravno izpisano 71. člen Zakona o varovanju okolja, ko piše na primer, da mora ministrstvo v postopku za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja ali za njegovo spremembo po uradni dolžnosti zagotoviti vpogled v vlogo za pridobitev dovoljenja in osnutek odločitve okoljevarstvenega dovoljenja ter omogočiti izražanje mnenj in dajanje pripomb. To bi moralo ministrstvo v tem postopku narediti, pa ni naredilo. In poleg tega bi moralo ministrstvo z javnim naznanilom na krajevno običajen način v svetovnem spletu in v enem od dnevnih časopisov, ki pokrivajo celotno območje države, obvestiti javnost zlasti pa so tu navedenih 5 točk, o organu, ki bo izdal okoljevarstveno dovoljenje, posredoval zahtevane podatke o nameravanju posegov v okolje in sprejemal mnenja in pripombe. Potem o obsegu vplivnega območja iz drugega odstavka 70. člena tega zakona, potem o kraju, kjer je mogoč vpogled v vlogo in osnutek odločitve iz prejšnjega odstavka, sodelovanje države članice v primeru 4. odstavka in načinu izražanja mnenj in dajanja pripomb. Vse to bi v bistvu moralo se tukaj dogajati ob tem dolgotrajnem postopku izdajanja okoljevarstvenega dovoljenja na Lafarge cementu, pa se ni.